Potopitvena instalacija Kamni so le na videz neživi umetniškega dua Swamp Matter predstavlja njuno prvo samostojno predstavitev, razstavno predstavitev v Sloveniji. Projekt je dvojec razvil na osnovi situirane, utelešene terenske raziskave, tekom katere sta to kraško pokrajino, konkretno Škocjansko jamo, raziskovali kot nekakšno kapsulo globokega časa in se nekako tudi skozi to raziskavo, ki je bila sestavljena iz globokega poslušanja, iz ogledov, snemanja, zajemov prostora, v bistvu spoznavale z jamo tako recimo prvinsko heterotopijo, torej s prostorom, ki v bistvu tudi historično je recimo za človeka predstavljal neka najrazličnejša prizorišča pomembnih življenjskih in kulturnih trenutkov, torej od zatočišč do svetišč, pogrebnih obredov. Razstavno postavitev sta zasnovali kot neke vrste podaljšek jame, torej jame kot stičišča teh mnogoterih časovnih in prostorskih razsežnosti, ki so v bistvu onkraj človeškega, onkraj zaznavnega, onkraj tudi upodobljivega. In ta podaljšek v bistvu, ta razstavna postavitev, na nek način sprejme vse te motnje, neujemanja, tisto, kar je neupodobljivo, in v bistvu prav tako gradi neko prizorišče mnogoterih razsežnosti. Recimo skozi zvok lahko sledimo nekim različnim ritmom, različnim tempom. Sama prostorska, recimo temu pripoved, skozi katero nas nekako pelje reka, kot tisti nečloveški pripovedovalec, posredovalec teh razsežnosti, nas v bistvu pelje skozi različne plasti, neke spodletele reprezentacije, bodisi v obliki natisnjenih 3D modelov, bodisi v obliki digitalnih prostorskih modelov, recimo zajemov površin, prostorskih skenov. In v bistvu na podlagi te spodletelosti oziroma neke neujemljivosti gradi nek prostor, ki ne želi zgolj recimo, podvojiti jame, ampak v bistvu razpreti to njeno že vsebovano mnogoterost in obenem tudi v bistvu pripoznati, da nekako z merilnimi, tehničnimi ali pa tudi v bistvu čisto pripovednimi orodji v bistvu tako globoko pravzaprav ne moremo priti. Tudi sama instalacija odpira neko območje, ki ima različne cone, ki je območje nestabilnosti, ki se ga ne da zaznati drugače kot recimo v prehajanju med temi različnimi zavoji, rokavi, ki peljejo med različnimi ravnmi in prostori, časovnostmi tega nestabilnega območja. Ja, jaz bi začela z raziskovalnim delom tega projekta, ki ga razvijava že nekaj časa, ki je bil za naju zelo pomemben, se pravi terenske raziskave v sodelovanju z Škocjanskimi jamami in ZRC SAZU-jem, z Inštitutom za raziskovanje krasa, sva 2 tedna preživeli v Škocjanskih jamah, kjer sva v bistvu zbirali vse te podatke, ki sva jih pol uporabili za končno instalacijo, se pravi fotogrametrijo in 3D skeniranje jame, poslušanje zvokov jame in nekako v bistvu neke bolj artistične metode za začutiti jamo in kaj v bistvu ta prostor je in kaj ta prostor pomeni v nekem širšem kulturnem kontekstu in občutenju čez nek geološki čas. Jamo v bistvu razumeva kot neko slojenje časa skozi material kamna oziroma vode, ki se pretvori v kamen in hkrati vode, ki erodira ta isti kamen čez
tisočletja in čez čas, ki si ga mi v bistvu ne moremo predstavljati. Potem sva v bistvu tudi čez ves ta proces terenskih raziskav in sodelovanja z vsemi vključenimi znanstveniki tudi pridobila veliko informacij, kako pač nekako pretvoriti vse te občutke, te veličine, te pokrajine v neko instalacijo. In vse te podatke, se pravi, ta izkušnja je za najin research zelo pomembna v tej translaciji v instalacijo, ki je sestavljena iz skulptur, ki so 3D printane iz PLA-ja in iz gline, in pa hand-built skulpture teh posod, ki so v bistvu enako odlitki kapnikov. Se pravi, različni pristopi do zbiranja podatkov in iz narave, ki je toliko kompleksna, da jo zelo težko nekako razumemo. In v celem tem procesu, predvsem s 3D printanjem, se mi zdi, da gre za nek poskus poskušanja razumevanja kompleksnosti tega materiala skozi od molekule do te veličine geološkega časa in v bistvu konstantno soočenje s tem, da v bistvu ne moremo do celotne potankosti razumeti tega. Se pravi, gre za neke iteracije v poskušanju razumevanja te pokrajine. Instalacija je sestavljena iz 2 delov, tega fizičnega in pa digitalnega, pri čemer ta digitalni podaljšek tega fizičnega geološkega prostora noče biti reprezentacija, ampak mogoče kot neka možnost ali pa esenca tega prostora. Digitalni del je nastal v sodelovanju z ZRC SAZU-jem, kjer so v bistvu prišli s skenerjem, ki ga uporabljajo za geološko raziskovanje in nama potem omogočili, da v bistvu tudi delava s tem materialom. Torej, ta podzemni svet je pravzaprav tudi klimatski arhiv. Iz jam lahko razberemo, kaj se je v podnebju dogajalo pred milijoni let in tudi naše obdobje bo pravzaprav zaznamovalo ta svet. Tako da ta projekt se ukvarja tudi z nekimi spekulacijami o tem, kakšna bi klimatska prihodnost lahko bila zaradi vplivov človeka. Tudi na nadzemlje, ne samo na podzemlje. Tukaj je tudi pomemben element voda, ki je v bistvu nek nosilec teh informacij in se v obliki kapljic pravzaprav nalaga v podzemlju, v jamah. Zanimala naju je tudi ta razlika ali pa kontrast vode kot molekule, kot kapljice in vode kot sile, ki pravzaprav ena erodira in druga gradi to okolje. Predvsem pa sva želeli tudi pustiti, da nama Škocjanska jama pravzaprav pove neko to zgodbo in da jo midve samo usmerjava čez najine medije, ne pa da nalagava neke antropomorfne plasti na to zgodbo. Mislim, ta fascinacija s kraško pokrajino se mi zdi, da pri obema nama začela že mnogo pred začetkom tega projekta. Zame je to predvsem neka fascinacija z vsemi sloji zemeljske skorje, ki jih mi v bistvu sploh ne detektiramo, ker nekako dojemamo samo to plast, po kateri pač operiramo. Se pravi ground zero. In meni neka ta fascinacija z to vertikalnostjo in s tem, kar se dogaja spodaj in z vsemi temi nepoznanimi stvarmi, z vsemi temi jamami, požiralniki in vodo, ki v bistvu prepleta vse te kompleksnosti med sabo. Neka fascinacija v bistvu nad to črnino in nad vsem neznanim, ki je v podzemlju.
Jame so bile vedno mišljene kot neki sveti prostori, kot prehod v podzemlje, prehod v posmrtno življenje. Hkrati so pa prostor zavetja in v tem primeru tudi prostor, v katerem se nahaja pitna voda. Tako da tudi iz tega vidika se nam je zdelo zelo zanimivo to in smo zelo fascinirane na tem, ker je to v bistvu neka zelo fascinacija, ki skoraj da izhaja iz neke človeške radovednosti že od vedno skoraj. Kot neka mistična, sveta, nestabilna pokrajina, ki se konstantno gradi in erodira. In v bistvu tukaj tudi leži najina fascinacija s tem. Se mi zdi, da tudi vsakič, ko greva znova v jamo, odkrijeva nekaj novega, ker je toliko veliko stvari, ki je fascinantnih, od zvoka, od samih struktur, ki res močno definirajo ta prostor. Skoraj v bistvu se mi zdi, da kot v jami doživiš neko tako primalno izkušnjo materije, ki samo je in obstaja že tisočletja in čez čas, ki si ga mi v bistvu sploh ne moremo predstavljati. In se mi zdi, da naju zanima v bistvu razumevanje tega geološkega časa in te ogromne prezence skozi te medije, in skozi medije, skozi različne skulpture, skozi fizične medije, digitalne medije, nekako poskušanje razumevanja tega in hkrati spustiti to, da v bistvu nekatere stvari morajo pač ostati nerazumljene. Zvok je pravzaprav delo Ide Hirschenfelder, ki je snemala v Škocjanski jami in potem to tudi obdelala in sestavila to kompozicijo. Zelo zanimivo pri jamskem zvoku je to, da se spreminja se glede na količino vode, spreminja se glede na to, kje stropovi jame postanejo porozni. Tako da tudi pravzaprav med samim snemanjem je vsakič, ko je šla, dobila neko drugo atmosfero in nek drug občutek. Tako da ja, to je tudi zelo fascinantno pravzaprav. Tekst, ki je nastal, ki sva ga napisala v bistvu skupaj, je nastal pa v kontekstu globokega poslušanja, ko sva ga med svojo terensko raziskavo izvajale v takih polurnih segmentih. In se zgodi nekaj zelo zanimivega, ko si v temi in tišini v jami. Tako da smo nekako ta izkustva probali usmeriti v besede, ne samo v imidže ali pa doživetja.